Danes ne bom govoril samo o javni upravi, ampak si bom drzno poseči tudi malo v druga področja, čisto na kratko. Sem prepričan, da mi nihče ne bo zameril, tudi na področje zdravstva in na področje sodstva in da nekaj čisto konkretnih idej, zamisli o izboljšavah storitev. Javni sektor ima zdaj plačni sistem pod streho. 6 let je trajala tako imenovana plačna reforma, ki je bila projekt vseh političnih strank v soglasju s sindikati. Leta 2002 je bila zastavljena, Drnovškova vlada jo je postavila, naša vlada jo je izpeljala, realizirala v praksi in recimo, da smo dosegli vsaj približno tiste cilje, ki so bili leta 2002 zastavljeni, da je sistem enoten za celoten javni sektor, da je pregleden, včasih je to tudi tvegano, ne opažamo, ker bolj kot pregledno, bolj se ljudje med sabo primerjajo, da je urejen, da imamo v javnem sektorju socialni mir, ki je bil dosežen s podpisi vseh kolektivnih pogodb in da so bila odpravljena določena plačna nesorazmerja, določene krivice, ki so jih čutili zaposleni v kulturi, v sociali, v zdravstveni negi in tako naprej. Sedaj ni minilo brez problemov, daleč od tega, po nekaterih teorijah smo SDS to tudi izgubil nekaj odstotkov na volitvah, popolnoma možna, izpeljava na koncu res ni bila časovno najprimernejša. Problemov je kar veliko. In nihče ni mislil, da jih ne bo, kajti urejati sistem za 155,000 zaposlenih, to ni enostavno. In nihče ni dvomil v to, da določene težave bodo, ampak potem jih je treba odpravljati. Glavne težave so nastale zaradi napake pri implementaciji sistema. Mnogi v javnem sektorju, management, direktori do zadnjega niso verjeli, da bodo kolektivne pogodbe podpisane in da bo treba iti v realizacijo tega. In so se tega zavedli šele junija 2008. Potem je bilo treba pa v 3 mesecih, tako je določil zakon, stvar spraviti v prakso in seveda so vsi hiteli s pripravo novih sistemizacij, z uvrščanjem v plačne razrede, od veliko problemov in nezadovoljstva. Nekaj se je tudi anomalij, prezrtih skupin, kot so naprimer srednje medicinske sestre v intenzivni terapiji, univerzitetni asistenti, bibliotekarji in podobno. Skratka, na nekatere skupine so tudi sindikati malo pozabili. Velik problem je nastal z intervencijo te sedanje vlade pri sodniških plačah, kjer je prišlo do velikanskega odstopanja v razmerju do zdravnikov. Tu je zdaj, so se razponi popolnoma spremenili. Če bi prej razpon zdravniških in sodniških plač popolnoma izravnan in sicer od 41. do 55. plačnega razreda, je zdaj seveda čisto drugače, ker se je začetniška sodniška plača dvignila za približno 25-28% in to bo zelo verjetno ustvarilo probleme. In jasno, sedanja vlada je morala implementacijo sistema, dinamiko odprave plačnih nesorazmerij prilagoditi gospodarski krizi, ki se je dogovorila s sindikati za nek odlog teh dvigov, ki so bili dogovorjeni. Moram pa reči, kot sem že stokrat povedal, da ti dvigi niso bili kar tako neko darilo. Da je javni sektor v leta 2002 s plačami stal in čakal na kolektivne pogodbe in da je v teh letih nabral 15% zaostanek za gospodarstvo. In če bi na koncu te poti rekli, dragi javni službenci, zdaj se pa pod nosom obrišite, bi bil to zame na tek stoletja. Tako da to je bilo treba zaključiti. Je pa res, da je implementacija tega prišla v obdobje, ki ga takrat še nismo slutili, junija 2008, vse napovedi za leto 9 in 10 je bile izvrstne, 5% na gospodarstvo, 4-5% na gospodarstvo. Potem se je pa zgodilo, kar se je in jasno se je bilo potrebno temu prilagoditi. Sedaj torej plačni sistem imamo, plačni sistem, ki je dejansko urejen in enoten in bo v nadaljevanju omogočal, da bodo plače v javnem sektorju pod kontrolo. Boste videli, ko bomo gledali čez 10-15 let te krivulje, najprej pred letom 2002, ko so plače v javnem sektorju divjale v primerjavi z gospodarstvom in potem od 2 do 2008, ko so se ustavile. In če pogledamo od 2002 pa do zaključka obdobja odprave plačnih nesorazmerij, so nekako z rastjo gospodarstva poravnane. In prepričan sem, da bo ta sistem omogočil vsakokratni vladi, če ga bo znala uporabljati, da bodo te plače pod kontrolo in da bo njihova rast primerljiva z rastjo gospodarstva. Kaj bi bilo treba zdaj narediti? Skrbno in pazljivo odpraviti napake in anomalije. Po mojem prepričanju postopoma v strukturi plače dvigovati tisti delež mase za plače, ki je odvisen od delovne uspešnosti.
Vsako leto znova bi lahko vlada predlagala, da gre en del eskalacije, potem, ko bo gospodarstvo spet začelo rast in produktivnost, da bi en del eskalacije šel v maso za delovno uspešnost, kajti to, kar smo imeli pred krizo, dvoprocentna masa je premalo za resno nagrajevanje. Zdaj je to itak zamrzneno v celoti, kar po mojem ni dobro, ampak ko bo kriza zaključena, bi bilo treba razmišljati o tem, da se delež za delovno uspešnost povečuje. In seveda zagotoviti vzdržno rast plač v javnem sektorju. Jaz mislim, da bi moral javni sektor v dobrem in v slabem deliti usodo gospodarstva, ker na vsezadnje javni sektor nudi tisto okolje, v katerem gospodarstvo deluje. Če gre gospodarstvo dobro, potem imajo tudi javni službenci nekaj od tega, če gre gospodarstvo slabo, pa ne tudi delijo usodo. Plače so torej pod streho z temi nujnimi korekturami in čas je, da se usmerimo v vprašanje, kako do boljših storitev javnega sektorja. V segmentu javne uprave smo se s tem v prejšnjem mandatu intenzivno ukvarjali. V segmentu zdravstva, morda bolj proti koncu mandata, ko je mandat nastopila kolegica Zofija kot ministrica za zdravstvo. In to je po mojem izziv vlade, vsake vlade, te vlade, naslednje vlade, kako dvigniti kvaliteto storitev v javnem sektorju. Na kratko o javni upravi. Odpravljanje administrativnih ovir, ki je bilo en projekt, na katerega je Slovenija lahko zelo ponosna, to nam je tudi Evropska unija priznavala, dosegli smo veliko konkretnih poenostavitev za državljane, za podjetja, tista, ki jo posamezniki najbolj čutimo, je verjetno odprava dohodninskih napovedi, tista, ki jo gospodarstvo najbolj čuti, je verjetno projekt VEM, torej ureditev vseh obveznosti za zagon gospodarske družbe na enem mestu v eni uri za ston brez izpolnjevanja obrazca in tako naprej. Nekaj je bilo pa še na desetine drugih. To je zdaj malo zastalo, moram reči. Razlogi za to, moja ocena je, da niti niso toliko v tem, da ni volja ali pa da ni ambicije resorne ministrice. Problem je preprosto v tem, ker nima ustrezne pozicije in podpore v vladi. Jaz sem imel to srečo, da sem imel dovolj močno pozicijo, ker za tak projekt jo rabiš. Ker ta projekt posega v vse resorje. Vsi ministri morajo ga vzeti za svojega. Jaz sem imel to srečo in imel sem močno podporo predsednika vlade, zdaj pa tega očitno ni. In je resen problem nastal. Po mojih informacijah ni bila dejansko konkretno odpravljena v tem mandatu niti ena sama administrativna ovira. In to je problem.